Evelin rada posluša glasbo in igra klavir. Ne zmore še hoditi, a sedi sama. Pred kratkim se je naučila samostojno piti iz prilagojenega kozarca. Evelin je stara 8 let. Seveda, ko sva izvedela, da pričakujeva prvega otročka, sva bila zelo vesela. Kot večina staršev so se tega dogodka zelo veselila. Nisva pričakovala, da bo karkoli narobe, mislim, niti pomislila nisva na to. Mene so v bistvu napotili, so me dali na sprožen porod, zato ker v zadnjem mesecu ni zrasla. To je bilo malo nenavadno, ampak niti ne toliko, ker veliko otrok se rodi zahiranih in so potem čisto v redu. So rekli, da je posteljica malo neprehodna in da verjetno zaradi tega ni dobila dovolj hrane. Ni bilo razloga za skrb. Tudi zdravnica je bila dokaj mirna in naj ni nič strašila. Tako da sva z veseljem pričakovala, da bo vse v redu. Tudi žur za rojstni dan njen je bil ta prav žur. Ja. Ne bo je clala. In ne je cla. Evelin komunicira na svoj način. Zaradi zelo redke dedne okvare, manjkajočega delčka kromosoma ter možganske strukture, ki povezuje obe možganski hemisferi, ne hodi, ne govori in težko osredotoči pogled. Toda starši in njeni sorojenci so našli stik z njo. Rad imam sestrico. Rada gledam z Evelin na sprehod. In kaj še rada dela z Evelin? A kje skupaj kdaj pojete in igrata? Ja, ona kar čapaš poje. Pa ti tudi rada poješ? Kuža pazi leko biga dane, tačko da isto tuva jedno laja, se nikoga ni doma. A pa pogrešaš, ko Evelin ni doma? Ja. Bi jo zelo pogrešala, če ne bi bila doma, ali ne? Ja, jaz jo pogrešam kot v vrtu. Ni veliko raziskav narejenih. Tudi oni niso imeli odgovorov. Diagnoza je bila, da gre za otroka s težko duševno in motorično zaostalost, oziroma da lahko to pričakujemo. To je bilo na začetku. Tisti je pa res kot en prosti pad, v bistvu, kot da bi bil v enem filmu ali pa sanjah, tako nekako surrealno, res, da se ne more tebi kaj takega dogajati sploh. Igra narave. Igra narave. Se košček kromosoma se je odcepil. Sam je tale naša punca, je tak, kako se poreče po slovensko, survivor. Borka, že od začetka. Skratka, ona je želela živeti. In pač je pošla v našo družino, da nam malo popestri življenje. Ker lahko bi se tudi zgodilo, da bi splavila na začetku, ker sem krvavela en čas in pol sva v bistvu, kot midva sva verna človeka in sva tudi prosila ljudi za molitev, in takrat po molitvah se je krvavitev ustavila. Tako da očitno nam je bila namenjena, da nam popestri življenje, da ga začini. Napovedi razvoja Evelin so bile vse prej kot optimistične. A starši so verjeli v svoj mali čudež. Midva sva imela to srečo, da sva bila vključena, oziroma da je bila Evelin vključena na Sočo, tako da je tam bila deležna terapiji. Sva pa iskala tudi druge možnosti, ker kot starš želiš v bistvu čim več narediti za svojega otroka, tako enostavno, tako bilo. Zdaj, zvedela sva, da tudi pri nas so razne privatne terapije možne, ampak na priporočila ene prijateljice so se pa odločila, da gremo v Zagreb, na eno privatno kliniko za
rehabilitacijo. Tam so nam pokazali, v bistvu, kako lahko doma delava z njo. Je pa to pomenilo, da mora veliko delati z njo. In takrat sva telovadila več z njo, kot sem jaz v celem življenju prej skupaj. No. Veliko tega. In Evelin je napredovala precej bolj, kot so tam pričakovali. Se pravi, v tem smislu bi lahko rekla, da je Evelin medicinski čudež, no, tako. Se pravi, glede na napovedi in pričakovanja zdravnikov pri nas, pa tudi terapevtov druge, ne, je ona dosegla veliko več, kakor smo mislili, ali pa so mislili, da bo. Ne. Evelin se je pri 3 letih usedla in zmore samostojno sedeti. V pomoč je prilagojeni stolček. Čakajo še veliko terapij, kje pa so meje njenega razvoja, ne ve nihče. Je res za majčkeno hipotona, da je treba tudi še kakšne mišice okrepiti, ampak tako mi da verjamemo, da če bomo tukaj sodelovali z njo, pa če bo znesla, bi lahko kar mogoče, se pravi, glede gibanja samega še najlažje, no. Bolj je, kar vidva tudi pri ostalih, kar spremljava eno tako skupino, neverbalni so. Se pravi, govor je pa res ena taka stvar, ki se malo težje razvije. Pa bomo videli, no, vse v resnici, kar se tiče komunikacije, ni nujno, da je to govor, ne. Tudi zdaj, ki je v zavodu na Dragi, da je že začela malo uporabljati tudi slikice oziroma tablico, tako da zna že kakšno stvar premakniti, da ve, da se nekaj zgodi. Bogu hvala, živimo v enih takih časih, kjer se da to sodobno tehnologijo uporabiti tudi zato, da se lažje sporazumevamo. In mogoče bo pa to njen način, ne, komunikacije. Bomo videli. Imam veliko družino, očija, mami, Evelin, Flora, Xaver, Luka. Evelin je stara 8 let, jaz sem star 6,5, Flora je stara 4, Xaver, Luka je star pa 6 mesecev. Se mi zdi, da smo v eni taki družbi, ki pričakujemo to popolnost, jo zahtevamo na vsakem koraku, v resnici je pa ravno ta nepopolnost tista, ki nas naredi bolj ljudi, človeška. Tako da takšni otroci, ki jih mi da srečujemo, so večinoma res velik dar, kljub preizkušnjam, tega ne smemo zanikati. Ten je kozarc sama prejela, v bistvu ta prilagojen kozarc in si ga drži, sicer majčkeno poliva, ampak je to zelo velik napredek. Tako da so res tako, ne na mogoče na tedenski ali pa mesečni bazi, ampak na letni bazi so pa premiki, in to res opazimo in se tega veselimo. Jaz mislim, da ona zelo veliko razume in tudi to daje vedeti, kakor pač zmore, in da včasih mogoče podcenjujemo, ko mislimo, da ne vem, da ni sposobna ali pa kar pač da ne zna povedati, ampak ja, tak občutek da je zaradi tega, ker ne komunicira, z besedami, komunicira pa na svoj način in se učimo tega prepoznavati vedno bolj. Če sprejmeš izziv, v tem primeru pač tega otročka, ko ti ga življenje prinese na pot, se mi zdi, da se vedno najde nek način, da rešuješ sproti težave.